Mladi smo bili vedno nosilci sprememb. Je tudi danes temu tako? Poznam kar nekaj mladih, ki se borijo za boljši jutri, preko socialnih projektov, s protesti, s podpisi peticij, s podjetništvom. Mladi, ki raziskujejo, se povezujejo, so znanjem najbolje opremljena generacija, sledijo tehnologiji in s tem zagotavljajo razvoj in napredek naše družbe. Poznam pa tudi veliko mladih, ki živijo nekako v svojem ločenem svetu in so aktivni predvsem in samo virtualno. Družbo kritizirajo iz kavča, iz udobja svojega kavča. Všečkajo, delijo, sploh ne tako zabavne vsebine, klikajo na gumbe, pridem in mogoče pridem, ampak potem jih nikjer ne vidim. In ja, pogrešam njihovo udarnost, aktivizem in želje po resničnih spremembah v naši družbi, da se nekaj premakne. 25. maja ne moreš narediti veliko preko spletnih omrežij, lahko pa ostaneš iz kavča, se premakneš, greš na volitve in s tem nekaj narediš, prispevaš. Tukaj nisem zato, da ti moraliziram, ampak da ti sporočim, da si tudi ti Evropska unija in da jo lahko skupaj spreminjamo na bolje.